Zdaj pa glede Miyamoto Musashi bil najbolj znan pač samuraj, ki je premagal koliko nasprotnikov, že po 14, koliko je imel prvi dvoboj na življenje in smrt. In seveda on ga pač premagal, ker drugače danes ne bi govorili o njemu. Kaj pa mnogo ljudi ne ve, je, da je bil tudi izredno umetnik, in da je tudi pač lahko s tušom, pač ta japonska ustvarjanje z tušom, je on tudi obvladal. In se mi zdi, da tudi vidva ne samo, da tale gibalni, avanturistični del zelo forsirati, ampak tudi to umetniško ustvarjanje, ker konec koncev, na eni strani imaš umetnost bojevanja, pa imaš potem umetnost, tako da gre, na nek način gre to dostkrat z roko v roki, pa tudi pri svojih kolegih opažam, da dosti ljudi, ki je v borilnih veščinah ali pa v teh sferah, se ukvarja tudi potem z umetnostjo. Zakaj je to vama, oziroma tako pomembno, kako ste to vcepila v otroke? Ja, ne vem, vse življenje je umetnost, ali ni? Ja. Življenje je umetnost v bistvu in mogoče sva tudi midva malo, bom rekla, v to smer oba umetniško naravnana, radi, ne vem, izdelujemo stvari, tudi kot otroka sva v bistvu midva oba mečkan se s takimi stvarmi ukvarjala. V bistvu to so neke stvari, ki jih najdeš takrat, ko rečeš otroku, ali pa ko se odločiš kot starš, ne telefona, ne televizije. Ne? Enostavno ta čas, ko vstaja, potem... Ne telefon, ne telefona. Sekunda. Ja. Veš kaj, ti ima telefon, pa bom jaz ga dala na poti, da se slučajno še kakšna taka zgodila. Da, več ni hodila. To je bilo pa smešno, da ne. Ne telefona. Super. Ampak glej, lahko pokažemo? Ja, seveda. No, daj, ti pokaž. No, da ne bomo govorili samo o tem, mislim, teoretično bomo tudi praktično pokazali, kaj se tu dogaja na likovnem področju, mogoče on ga je od tega. Ja, evo. No, ja. Kar malo bližje. To je zdaj v bistvu ta zadnja risba najinega drugega sina, ki je ravno kar zakorakal v prvi letnik likovne gimnazije. No. Ja. Ja, in kaj potem se spravijo, kaj pa potem gre v bistvu, ne bom zdaj rekel iz roda v rod, ampak tako pač od najstarejšega potem... Ja, v bistvu se starši, po mojem, čisto malo vsi zavedamo, kdo je, če je več otrok v družini, kdo je njihov vzornik. Jaz mislim, da ne starši, ne neke slavne osebnosti, ampak to so starejši bratje in sestre. In ne glede na to, da se to zelo nehvaležno sliši, da rečeš najstarejšemu otroku, pišu, kad ti si vzornik, daj probi tako pa tako, je to gola resnica. In pri nas je velikrat tako, da ko smo, ne vem, niko kaj rekli, da tudi ta mali te gledajo, tudi ta mali za tabo ponavljajo, pa je bilo njemu tečno, seveda, da mu je tečno, a mora biti res vse odvisno od mene, je v bistvu hočeš nočeš je tako. In vse se potem pogovoriš z otrokom, da on to razume, ampak na koncu je tako, da je pa ponosen, ka pa vidi v bistvu, da grejo nekako po njegovih stopinjah, da prevzamejo tiste, seveda predvsem zdaj v dobrih stvarih govorimo, je tudi to nek del njegovega v bistvu odraščanja in je ponosen na to, da je lahko vzornik. In je tudi to zelo, zelo pomemben po mojem vključevati. Ja, nekako umetnost se je zgodila, bom rekla čisto, veliko se je ustvarjalo, sej tukaj tudi v vrtcih recimo, če imaš ti otroka v vrtcu se ogromno ustvarja. In če zdaj, bom rekla, starši to nitko, ki jo oni pletejo, znamo še malo mi pol naprej naplest, se da hitro ugotoviti, da pravzaprav otroci so umetniki v osnovi, oni so zelo kreativni, njihov ni omejen v bistvu, tako kot si ga mi odrasli omejujemo. In ta kreativa je praktično neomejena. In namesto, da jih življenje, bom rekla, okalupla, sva midva poskušala tako delati, da jim te stranice puščava odprte, da jih spodbujava v razne raziskovanja, projekte. V bistvu tukaj si bil tudi ti en velik del, ja, tukaj si tudi ti bil en velik faktor, ne, resno, in sicer pri Niku, Nik je kot majhen zelo dober risal, on je, res mislim, on je pri 3 letih, 4 letih narisal škorpiona z eno potezo, vrhunsko sam gledali smo, pa je pa prišel v osnovno šolo
in je začel risati tako, da smo v bistvu nismo mogli verjeti, ker je izgledalo, kot da se svinčnik prvič v življenju v roki drži. Ja, prvi razred v bistvu osnovne šole je bil nek kolaps v bistvu te, bom rekla, kreative, umetnosti, neko se je s tem ukvarjati. In je mene v bistvu, bom rekla tako, ker mečkrat sem bila vznemirjena zaradi tega. In sem jaz potem v bistvu, predvsem z mlajšim znajem, sem začela, v bistvu sem urisala neke te junake iz knjig, sem mu prerisovala, zato da je on to barval. No in potem je to Nika nazaj potegnila. In je začel spet risati. Pa ena v bistvu taka prelomnica, da je on začel raziskovati ne samo risanje, ne govorimo zdaj samo risanje pa slikanje, ampak na splošno ustvarjanje, si bil pa ti, ki si mu pokazal izdelovanje Dreamcatcherja. Ja, in on je v bistvu takrat res kot otrok, ne vem, kjerem razredu je sploh bil relativno majhen, je bil 4. ali kjer razred, mislim, da on je v gozd hodil, nabiral te leskove veje in delal Dreamcatcherje in jih naredil za nas, za babice, za vse živo, no. Pa pol, če se spomniš, je šel k tebi tudi na tečaj mozaičarstva. Ja, je bil tudi zelo navdušen, no, in tako nekako se je pol ta širina začela. No, ampak je tudi, če smem pokazati, ne, tudi to je plod njegovega dela. Ja, res je. No, tako da je res zelo na široko zastavljeno. Zelo pomembno se mi zdi to, ne, da če otroka v bistvu nekako pahneš v to umetnost, da mu je tudi mogoče dobro odpirati oči tudi v smer, kako lahko pa kaj tudi iztržiš iz te umetnosti, ker dejstvo je, da živeti moramo, ne, finance si moramo urediti in zdaj pač neki slikarji, ki bomo posthumno znani, to nam ne bo pomagalo. In ja, v bistvu ravno zato je ta nek projekt se vmes zgodil, da se jim pokaže, da tudi je vredna njihova kreativa, je vredna njihova umetnost, ne, da ni to nekaj bom narisal, pa mečemo mi to stran. Tudi neko spodbujanje s tem, recimo pri nas ne boš videl na steni drugih slik, razen tvojega mozaika, ki sva ga dobila v poroki, ne. Ne boš videl drugih slik od najinih otrok, ne. In tako, no. Ja, ampak je, ko pogledaš po stenah, je res, imaš občutek, kot da si v galeriji. Tak, ampak ne samo eni taki, neki povprečni, ampak res, mislim, tudi od najmlajših, ne, je kljub temu narisano na zelo visokem nivoju, vse skupaj pa naslikano. Ja, no saj to je pa to, kar sva prej govorila, ne, v bistvu, da so vzorniki en drugmu in dejansko, Nik riše, naj tudi riše zato, ker mu je pač Nik vzornik. In potem riše tudi Tristan, čeprav on je pa veliko bolj športen, kot bom rekla umetniški, ampak tudi riše zato, ker enostavno ona dva riše, zdaj pa on tle tudi svoj piskarček pristavi. In tako se pol nadaljuje, ne. Ja. Prosti. Ne oprostimo. Sem dal na potiham. Kako je pa... Čak, da bom jaz odgovoril še to, kar se sprašujem. No, daj, povej. Kako ti to zlago, pa me povej. Sploh ne bom, tako bomo imeli tako tek. To sem hotel reči, sprašujem si, kako umetnost. Mislim pa, zakaj umetnost, pa kako to sploh gre skupaj s fajtom, pa športom, pa z... Ja, pa biti fizično aktivno. Glavno, to sem hotel reči, da videla smo malo enostavno, zaradi tega, ker ona ping-pong, jaz smučanje, celo osnovno šolo, pa mogoče še malo naprej, sploh v njenem primeru, je pol bilo tako, da midva smo imela recimo sam veliko športa, pa šolo, ne? In sva zdaj midva pri najnih rekla, da bi se izognila v zgodnji mladosti profesionalnem športu, da bi jih nekam dala, nekam, ker pa lahko hiter zadeva, vse veš, potegnejo te čim si malo boljši, pa te pol forsirajo. Pa, če otrok not pade, pol pa ti spet ne moreš to zabremzati, ker pač hoče. In smo rekla, da ne bi profesionalnega športa v zgodnji mladosti, pa da bi jih pustila tja do konca osnovne šole, pa eventualno, če se karkoli v zvezi s tem pol skristalizira. Ampak pustimo jim mladost, pa pustimo jim odrast. In ta športen del pol probava midva poskrbeti za njega, tako da smo midva z njimi aktivna, to je kar se tega tiče športanja, pa zakaj, pa kako to pride do tega, da smo mi skozi fizično aktivni, pa so otroci fit. Kar se pa umetnosti tiče, smo pa tudi rekla, da ne toliko umetnost, pa nujno risanje, kot bolj nasplošno kreativo, je pa tudi samo zato, ker športna komponenta pa kreativna komponenta sta te dve komponente, ki ful manjkata v celem tem njihovem izobraževanju. Se pravi, vse je samo, koliko se bomo mi naučili geografije, pa matematike, pa vsega tega, pa
Cel kup teh stvari je takih, ki se jih nadudla, pa ki zapolnijo glavo, ali načeloma neke strašne koristi od tega ni, pravimo jim splošna izobrazba, ampak hej. Ja, športa pa 3 ure. Ne moramo se zmeniti, kaj je bilo 3 leta, 4 leta nazaj pri koroni, kdo je kriv, kdo kaj ni, levo, desno, a zdaj pa 2000 let nazaj pa točno vemo vse, kako je bilo. In dajmo se to ful naučiti, ker to je res ful pomembno. No, in sva rekla, ok, če to daje šola, ne bomo zdaj še jih forsirali, da se še ta 5., ta 6., ta 7. jezik učijo, pa še ne vem kaj, tečaje logike ali ne vem kaj karikiram, ampak sva rekla, da je jih v kreativo. Bilo kaj. Pa gremo v Slovenski etnografski muzej, imajo tam neke tečaje, lončarjenja, pa je pa bil še en moment, ki se je nama izdel zelo posrečen, in sicer, ko so Tomali hotel telefon za igrice, ali pa za neki drajsat po telefonu, ker vsi to radi pač počnemo, sva midva jih vedno sprašvala, ok, a boš kaj pametnega delal s telefonom? Pa ja, ne vem, lahko igrice igram, ne moreš igrice igrati. Nekaj, karkoli koristnega. In potem se je nekako skristaliziralo, da so začeli risati z YouTube videi. Nama se je izdelo to ful dobro, zaradi tega, ker imaš prvo teh tutorialov, kako narišeš eno stvar na preprosto otroški način, pa vse do bolj kompleksnega. Druga stvar, ki je bila pa ful pomembna, je bila pa ta, da če gledaš video, ki ga sproti, ko nekdo riše, ti rišeš, pa ga daješ na pauzo, ni tega klikanja, pa drajsanja po telefonu.